V novogoriškem športnem parku sta se srečala Gorica in Aluminij. Severnoprimorci so v zadnjem času v izjemno slabi formi, na zadnjem so igrali neodločeno v Celju brez zadetkov, so pa tudi na predzadnjem mestu, kar je prav gotovo manj od pričakovanj. Prva priložnost tekme je pripadla domači ekipi, ki je začela bolje, Žigon je bil pred vrati, Aluminija vendar na koncu streljal nekoliko previsoko. Že v 10. minuti še ena lepa kombinacija Goričanov, Žigon je prišel do zaključka in stresel celo vratnico, bil pa je v izjemno težkem položaju in ostalo je 0:0. V 14. minuti pa prva resnejša akcija tekme, Širok je podal pred vrata, Praprotnik pa je bil natančen in 19-letnik je zabil svoj prvi gol med prvoligaši in popeljal Severnoprimorce do prednosti 1:0. Ob koncu prvega polčasa pa še dve priložnosti tudi za Aluminij. Kožar je prodrl in stresel vratnico, ostalo je pri rezultatu 1:0 in potem še 40. minuta. Kureš je podal, Jeleč pa je bil na pravem mestu in zabil svoj prvi gol med najboljšimi slovenskimi klubi. Tudi on je torej dosegel svoj prvenec in poskrbel za izenačenje na 1:1, kar je bil tudi izid prvega polčasa. V drugem delu pa najprej rdeči karton za Kožarja, z igralcem manj je tekmo nadaljeval Aluminij, Goričani pa so to s pridom izkoristili, povratna žoga Andjaja, Kadrija pa je poskrbel za prednost Gorice 2:1. Še en 19-letnik in tudi on je dosegel svoj prvi prvoligaški zadetek. Do konca tekme je bilo kar nekaj priložnosti, Širok je poskušal z voleja, Murko je žogo odbil, ostalo je pri domači prednosti in potem nekoliko daljša akcija Gorice, obleganje vrat, Praprotnik pa je bil tisti, ki je zaključil celotno situacijo s še enim zadetkom in drugi gol na tekmi tega mladega nogometaša iz Nove Gorice. Do konca tekme še eno preigravanje in protinapad Žigona, ki je takole streljal, Murko je žogo uspel izbiti v kot, Žigon pa je podal iz kota, Alen Jogan je zavrnil žogo, Andjaje pa je poskrbel za povišanje prednosti in rezultat na semaforju je kazal že kar 4:1. Še dve akciji beležimo do konca tekme, Žigon je po hitri akciji stresel vratnico in potem še enkrat rdeči karton, Andjaje je podrl Medveda in prejel drugi rumeni karton ter bil izključen. Na koncu sta obe ekipi končali tekmo z 10 nogometaši, kar pa spremembe ni prineslo. Končni izid tekme Gorica, Aluminij 4:1.